Pozdravljeni! Če gre verjeti virom, je situacija, kar se tiče pogonskih sklopov Scuderie Ferrari, izjemno skrivnostna in zapletena. Skupaj si bomo pogledali, zakaj. Pred začetkom tega prispevka je treba poudariti, da sam nimam direktnih virov v Scuderii Ferrari. Povzemam le tisto, kar objavljajo takšni in drugačni viri. A videli bomo, da pravzaprav, če malce razmislimo, kaj pišejo razni avtorji, pridemo do ugotovitev, da nekaj tu ni v redu. In da ne bo preveč navajanja takšnih in drugačnih člankov, se bom danes skliceval le na enega. Na tistega, ki ga je spisal Franco Nunez in objavil na italijanski verziji spletne strani motosport.com 18.7. Tu notri so zajeti vsi bistveni podatki, ki se pa seveda pojavljajo tudi v drugih člankih. In verjetno, kot je nekako že prišlo v običaj, se avtorji nekako citirajo med seboj, a to ni važno. Začnimo s prvo nejasnostjo, ki bi lahko marsikoga presenetila. In to je stanje pri Carlosu Sainzu mlajšemu, kot smo videli na veliki nagradi Avstrije, je imel težave s svojim pogonskim sklopom in videli smo tisti zelo resen princip požara. Verjetno iz tistega kompleta elementov pogonskega sklopa se da rešiti bore malo. Sicer nisem videl stanja in tako le sklepam, ampak menim, da se bo marsikdo izmed vas tudi strinjal z menoj. A takoj po dirki na Red Bull ringu smo lahko prebirali izjemno ohrabrujoče novice. Namreč pogonski sklop na bolidu Carlosa Sainza mlajšega je bil tisti drugi in ne oni tretji, a že tu pridemo do prve nelogičnosti. Namreč menjava pogonskega sklopa na bolidu številka 55 je bila ona programirana, ko je drugi set praktično prestal določeno število kilometrov in zaradi varnostnih razlogov je bila predpisana menjava. Podobno so naredili na seveda bolidu Joua in tudi Mika Schumacherja. In sedaj se lahko začnemo spraševati, zakaj bi ta izrabljen pogonski sklop vgradili za samo dirko Carlosa Sainza mlajšega. Marsikdo bo sedaj dejal, saj se na nekaterih prizoriščih res lahko uporablja starejše elemente, ki so že naredili določeno število kilometrov, seveda v slučaju, da je tisto prizorišče manj zahtevno do pogonskega sklopa. Ampak taki veliki nagradi sta na primer velika nagrada Monaka in velika nagrada Madžarske, ne pa velika nagrada Avstrije. Vkolikor so pri Ferrariju res pustili drugi pogonski sklop v bolidu Carlosa Sainza mlajšega, so v bistvu izzvali nesrečo. In tisto, kar se je zgodilo na sami dirki, je bilo po svojem tudi pričakovano. Drugače, zakaj bi dirko pred tem zamenjali pogonski sklop? A vem, pri Scuderii Ferrari imajo več podatkov, imajo točno situacijo in verjetno vedo, kaj delajo. Ampak sedaj bi se rad izogibal raznim teorijam zarote, da so Carlosa Sainza mlajšega poškodovali. Težava je v tistem, kar piše Franco Nunez v nadaljevanju. Na veliki nagradi Francije naj bi dobil Carlos Sainz mlajši četrti set. Zakaj, če ima tretjega, ki je sorazmerno svež in z malo kilometri?
ker naj bi bilo v novem setu toliko različnih popravkov, ki bi lahko celo izboljšali samo zanesljivost in govorimo predvsem o motorju z notranjim izgorevanjem. Poleg tega bi lahko debitirala tudi nova serija komponent električno-hibridnega dela. Vsaj tako navaja avtor. Ampak to bi pomenilo, da Carlos Sainz mlajši bi dirko za veliko nagrado Francije začel iz dna, kajti to bi bil njegov prvi prestop, torej 10 mest za vsak nov vgrajen element, seveda v raznih kategorijah. In seveda vprašanje je več kot upravičeno. Zakaj do take menjave, kolikor ima tretji set na razpolago? Ni logično, kajti pri Ferrariju bi lahko nove komponente testirali pri ekipi Alfa Romeo F1 Team ali Haas. Če jih niso že stestirali, zakaj bi sedaj nekako žrtvovali Carlosa Sainza mlajšega, kajti krvavo ga potrebujejo, da bo nasprotnike, predvsem Maxa Verstappena, potiskal nazaj. Ukolikor začenja iz dna štartnega razporeda, mu kaj takega ne bo možno. Ampak pustimo zadevo pri strani. Bolj logično bi bilo, da na dirki velike nagrade Avstrije je Carlosu Sainzu mlajšemu zagorel tretji set. In seveda na prihajajoči dirki bo montiral četrtega. Ampak to bi postavilo na laž razne strokovnjake, ki so zgodbo o drugem setu govorili takoj po dirki. Seveda, kot običajno tudi tu gre za izjemno dobro informirane, ampak neimenovane vire, ki se pa lahko kar pogostokrat zmotijo. A o raznih zgodbah, ki so nekako malo verjetne oziroma skregane z logiko, imamo v nadaljevanju še kar nekaj zanimivosti. Franco Nunez trdi, da Charles Leclerc ima pa na razpolago še kar nekaj pogonskih sklopov, ki jih je, recimo temu, odpečatil na veliki nagradi Kanade. Takoj, ko določen element prečka končno črto pit lane, pomeni, da je bil v uporabi in govorimo o dirkaških vikendih. In to pomeni, da enkrat, ko je voznik prestal kazen, lahko s temi preostalimi, starejšimi, uporabljenimi elementi prosto rotira. A Franco Nunez tu pozablja na neko majhno zadevo, ki pa je zapisana v športnem pravilniku Formule 1. Da se bomo bolje razumeli, se spomnite, kaj se je dogajalo pri McLarenu, ko so oni imeli pogonske sklope Honda. Menjave, ki so nekako zagotavljale ogromno število, recimo temu, rezervnih delov za nadaljevanje vikenda. Po 3, celo 4 kompletne menjave so se zgodile v vikendu, kajti McLareni več kot zadnji niso mogli štartati, tudi če so dobili 50 ali celo 100 kazenskih mest. Zato v športnem pravilniku velja pravilo, ki ga vidite na vašem ekranu. Kolikor tokom enega dirke voznik zamenja več enih in istih komponent pogonskega sklopa, lahko obdrži le onega zadnjega. Torej, Charles Leclerc v Kanadi lahko obdrži samo zadnje elemente, ki jih je vgradil, ne pa onega prejšnjega. Torej, vidimo, da tudi tu je nekaj, kar nam, navdušencem, lahko ni logično. Verjamem, da pri Ferrariju poznajo bolje pravila kot jaz sam in ne dvomim, da Franco Nunez ima seveda boljše vire in tudi globlje poznavanje športnega ter tehničnega pravilnika. Ampak sam si ne znam predstavljati, kako njegove besede nekako kažejo resnico.
Kajti vsi mi si lahko na spletnih straneh FIE pogledamo, kaj piše v pravilniku, in v pravilniku piše nekaj drugega, kot trdi on. A seveda, mi navdušenci moramo biti izjemno pozorni na tisto, kar se dogaja. V naslednji veliki nagradi se bo začela druga polovica prvenstva 2022 in pri Ferrariju bomo videli, da sta oba voznika že s kazenskimi mesti. Kaj se bo zgodilo pri seveda direktnih nasprotnikih, predvsem seveda Maxu Verstappenu, bomo še videli, ampak to zna biti izjemno velik handicap, posebej v zadnji četrtini sezone. A do tam je seveda še precej daleč. Zaenkrat pa hvala za vašo pozornost ter seveda nasvidenje.